Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Le še nekaj dni nas loči in spektakel olimpijskih iger poletnih se bo začel v Parizu. Olimpijska bakla pa je začela svojo pot že meseca maja in jo sedaj končuje v soboto pod Triglavom. Mi pa smo baklo ujeli v Gorjah, kjer pa tudi mladi osnovnošolci nocoj odhajajo na posebne igre v Mexico City. Bakla zaključuje svojo pot. Kdaj se je pot bakle začela po Sloveniji, predvsem pa me zanima na Gorenjskem? Ja, mi smo ponosni, da smo med zadnjimi občinami oziroma v naši regijski pisarni, ki baklo gostimo. Na pot je krenila 17. aprila v Lendavi in seveda obiskala vse slovenske občine, kar je seveda zelo pohvalno in s tem dajemo spodbudo slovenskim olimpijcem v Parizu. Na Gorenjskem smo baklo gostili že v Radovljici in Tržiču v mesecu maju, no za konec pa so nam poverili organizacijo bakle prav v zadnjih dneh potovanja bakle. Tako je danes v Gorjah, Bohinju in pa na Bledu. Nadaljujemo pa jutri v Zahomcu na avstrijskem Koroškem, popoldne v Žirovnici in pa pomemben dogodek je, da gre zjutraj v soboto ob 4 bakla na vrh Triglava. Nesetajo gor dva olimpijca, sicer Rajko Lotrič in pa neumorni Ani Klemenčič, ki je tudi ambasador celotnega letošnjega projekta bakle. No, vmes se bo bakla ustavila še na Jesenicah, kot enemu izmed tistih mest, ki daje največ olimpijcev, in s tem bomo seveda v Mojstrani zaključno s prireditvijo letošnjo pot tudi zaključili in zaželeli uspeh slovenskim olimpijcem v Parizu. In koliko olimpijcev odhaja v Pariz na poletne olimpijske igre? Ja, z veseljem povemo, da je letos na poti v Pariz 92 športnikov iz 17 športnih panog, kar je seveda daleč največji rekord. Hvala in srečno bakli. Hvala lepa. Ter olimpijcem tudi, ne? Hvala. Vi ste ambasador letošnje olimpijske bakle. Vsak športnik sanja svoje sanje, da bi bil kdaj na olimpijskih igrah, in vi ste jih doživeli kar 4-krat, kot ste rekli. Ja, ampak tako kot sem tudi rekel, sem bil tudi jaz eden izmed teh nadebudnih dečkov, ki sem spremljal v tistem momentu smučanje, takrat smo vsi navijali in šport je res en prečudovit vzgled, predvsem mladim in predvsem v današnjih norih časih. Se mi zdi, da je šport še edina normalna stvar, ki pravzaprav res združuje, povezuje in ne nazadnje dajo neko upanje nekega boljšega življenja. Je pa res, da življenje športnika ni čisto enostavno, pa ni vedno vse tako kot po maslu oziroma tako kot si želimo, ne? Ampak iz porazov se pravzaprav največ naučiš, ne? In če nisi bil vsaj enkrat ta zadnji, potem tudi ta prvi nikoli ne moreš biti, ne? Obstaja pa seveda upanje in pa delo in pa še enkrat delo. In kakšna je bila vloga vašega kot ambasador? Ja, moja vloga je bila predvsem obiskati čim več občin, večina izmed 212 sem jih tudi obiskal. Danes trenutno v Gorjah, čez 10 minut moram biti na Bledu, čez 2 ure v Kopru, jutri v Žirovnici, pojutrišnjem gremo na Triglav, tako da tudi jaz mogoče malo komaj čakam, da bo konec te bakle, ampak bakla se potem seli v Pariz, tam, kjer bo cela slovenska reprezentanca in vsi bomo držali pesti za njih. In bakla zaključuje svojo pot prav v Mojstrani, v dolini pod Triglavom. Ja, mislim, da tukaj sigurno je nekaj simbolike v temu. V soboto ob 4 zjutraj se že odpravimo na pot proti Triglavu in pa potem ob 4 popoldne bomo že na zadnji postaji v Mojstrani, ker se bomo od bakle poslovili in potem bakla v Pariz, kjer, tako kot sem že prej rekel, čakajo slovenski športniki in pa seveda navijači, da bomo skupaj dosegali medalje. Srečno na Triglav in srečno olimpijcem v Parizu. Tako, točno tako. Srečno olimpijcem v Parizu.